Ime mi je Uroš Kaurin. Moje delovno mesto je igralec, animator. To, kar delam, je pa teater. Vedno sem mislil, da je moja želja, moja potreba, moja nuja, da ustvarjam, dovolj. Da moram samo iskreno slediti svoji želji in sanjam in bom delal prave stvari. Z izkušnjami in leti sem se začel spraševati, za koga to sploh delam. In ugotovil sem, da sem na odru za publiko. Moja odgovornost in moja dolžnost je do publike. In seveda do samega sebe. Vedno poskušam dati vse od sebe zaradi vas, občinstva. Brez vas, nas ni. Vsa moja kreativnost, ambicije, dvomi in razmisleki so popolnoma nepomembni, če nimam nikogar, s komer to lahko delim. Verjamem, da v Sloveniji praznujemo kulturni praznik zato, da bi slavili kulturo. Kulturo v širšem pomenu besede, kot način življenja. Kulturo, ki se kaže v kulturi naših odnosov, stisku roke, objemu. Včasih se kultura pojavlja v obliki besede, glasbe, giba, torej umetnosti, ki odgovarja na vprašanja, kdo smo, kje smo in kam gremo. Predvsem pa se naša kultura najbolj pokaže v naših dejanjih. Tudi na skupnosti občin Slovenije smo soglasno potrdili pobudo, da je rdeča nit in izpostavljena tema ob slovenskem kulturnem prazniku v letu 2021 kultura dialoga. Le-ta se lahko prične s preprostim pozdravom. Tudi zato naj ob letošnjem kulturnem prazniku zaželim, da bi kulturo v našem mestu ustvarjali skupaj. Vsakič, ko se srečamo, da bi bila kultura našega dialoga in odnosov spoštljiva, dostojanstvena in razumevajoča. Drage Mariborčanke, dragi Mariborčani, naj bo praznik kulture vesel. Kultura ni nič več in nič manj od česarkoli drugega. Od katerekoli druge dejavnosti. Mi se pač s tem ukvarjamo in to delamo, ker verjamemo, da kulturo potrebujemo. Slavnostna govorka Nina Medved. Nekaj med nami poka. Kot samotne plošče smo v ledenih valovih. Nekaj nas razmika, da drsimo vsak na svoji plošči. Poskušamo ustaviti zibanje, da se naše krhke podlage ne bi dotaknile. Naše ideje o kopnem se razmikajo prav toliko kot naše poti v življenju. Vsakodnevne skrbi, drobna veselja, kulturne, zgodovinske, ideološke plošče, na katerih bivamo. Prepogosto nas povezuje ideja o tem, kako smo primerneje drugačni od preostalih. Kako imamo bolj prav, smo bolj spodobni, edinstveni. Kot da nismo izvrstni tudi v družabnosti, radovednosti in pripravljenosti pomagati krhkejšim. Kultura in jezik zbližujeta naše plošče v skupnost, ki se ne more prevrniti, v kateri je vsakdo dobrodošel. Njena moč naj ne bo njena velikost ali spretnost upiranja valovom, pač pa prožnost, ki jo črpa iz vodnatih razlik med nami. Te nas povezujejo, delajo bolj prilagodljive, močnejše od zibajočih silnic življenja,
Naj nas še naprej osmišlja dvojina, lepo oblikovana beseda nekega majhnega jezika, tisti daljnovidni in najlepši dosežki naših članov, zrasli iz globokega poguma odpiranja svetu. Da se lahko zdaj pogovarjamo z našimi predhodniki in zanamci. Se vživljamo v drugačne načine bivanja in človeške usode. Si nastavljamo trpko ogledalo ali si potrjujemo o tistem, kar najbolj cenimo. Kaj si želimo, da vznikne iz zibanja, ki nas oddaljuje tokrat? Jaz si želim, da bi nas družila strast do odpiranja, nepogojenega dostopa do kulture, ustvarjalnosti, umetnosti, za vse. Vztrajnega podpiranja tistih, ki širijo našo domišljijo, srčne zemljevide, človečnost, onkraj vseh poznanih meja, tistih najbolj ustvarjalnih med nami in tistih, katerih najmanjša skrb oživlja kulturo. V njej presnavljamo naša življenja v tisto več od golega preživetja. V bivanje polno dostojanstva, igrivosti, vitalnosti, svobode. V bivanje polno življenja. Ampak mi pa samo čakamo. Ne vemo, kaj lahko in česa ne smemo. Ves čas se zgovarjamo, da nimamo vpliva na te stvari, da tako pač je, da moramo ubogati, počakati in zaupati. Pa nihče več ne ve zakaj in sigurno ne kako. In če je naša naloga, da smo ustvarjalni, potem je naša naloga, da si poskušamo predstavljati drugačen svet. Živeti želim v svetu polnem ljubezni do življenja, polnem sočutja, bližine in nežnosti. In ta svet si moramo deliti skupaj.